Zdravilne rastline in začimbe nam lahko dajo veliko več, kot si mislimo, če seveda pravilno ravnamo z njimi. Kako lahko njihove moči pomnožimo? Kako to počnejo v različnih tradicijah? Kako to delajo biodinamiki? Kaj vse so ljudje nekoč že vedeli, pa bi nam še kako prišlo prav, da ta znanja ponovno obudimo? Vas zanima, kako lahko začimbe in rastline postanejo celo 1000-krat močnejše, kot si danes predstavlja povprečen Odgovore na ta in mnoga druga vprašanja boste dobili na današnjem predavanju, ko bo Sabina Topolovec spregovorila o začimbah. Z jutrišnjim dnem mineva leto dni, odkar smo Sabino prvič gostili v naši dvorani. Predlagam, da ji kar predam besedo in skupaj odpotujemo v svet dišečih in omamnih začimb. Sabina, izvolite. Lepo pozdravljeni na današnjem predavanju, kako od začimb dobiti 1000-krat več moči. Pa morda za začetek, da razjasnimo to številko 1000. Marsikdo si danes težko predstavlja kaj pod to besedo, namreč ko vidimo neko začimbo, neko rastlino, pravzaprav mislimo, da je to tisto, kar bo naše telo sprejelo, se pravi njen snovni del, njen material. V resnici pa so vsi naši predniki, vsi starodavni zeliščarji, vse tradicionalne medicine tega sveta govorile o tem, da je v materialnem telesu začimbe pravzaprav le 1/1000 njenih moči. No, in na današnjem predavanju se bomo dotaknili nekaj zelo pomembnih segmentov, ki jih velja upoštevati pri rokovanju z začimbami. Če začnemo že pri sami pridelavi začimb, torej da pazimo na ustrezno rastišče, na ustrezno pridelavo, potem pazimo na to, na kakšen način, na kateri dan, torej da izbiramo pravilni trenutek rokovanja z začimbami, to je še posebej pomembno, ko začimbe nabiramo, torej tu predvsem pazimo na to, da je tisti dan najmočnejša aroma, torej izbiramo dan za cvet po biodinamičnem koledarju, setvenem koledarju. Potem zelo veliko vpliva tudi na to, da mi izberemo samo rastline, ki so v polni rasti. Torej, gotovo veste, če doma sami nabirate ognjič, boste danes pobrali nekaj cvetov, čez nekaj dni spet tiste nove, ki so docveteli in tako naprej. Torej, to so vse takšne stvari, na katere danes sodobni pridelovalci pravzaprav zelo težko pazijo. Danes je pravzaprav prišlo tako daleč, da se celo zdravilne rastline neredko pridelujejo v rastlinjakih in s tem začimbam in rastlinam manjka tisto najpomembnejše, torej njihovo svetlobno valovanje, moč sonca, ki je ujeta v začimbah. A veste, na kakšen način se danes sploh pridelujejo rastline, če zelo poenostavim? Kje danes raste večji del zelenjave, zdravilnih rastlin tudi? V rastlinjakih. Torej, to so rastline, ki nikoli ne vidijo sonca. In ne samo to, to so rastline, ki za svoj obstoj potrebujejo koktejl pomočnikov, takšnih in drugačnih, od fungicidov, insekticidov, pesticidov, hormonskih pripravkov, da vse zacvetijo v istem času, naprimer rastline, ki nikoli ne vidijo sonca. A veste, kako vzgajajo kamilice? Tudi če so na prostem, vsa ta sredstva, ki sem jih omenila, torej vsi možni insekticidi, fungicidi in tako naprej, so potem dobijo rastline še celo te hormonske pripravke za to, da vse naenkrat zacvetijo. Ker vi veste, če imate kamilico doma, nemogoče je, da boste vi naenkrat vse cvetke pobrali. Nikoli nobena kamilica vas ne bo razostila z cvetenjem hkrati. Torej, veste, nekaj cvetkov danes, nekaj čez par dni in tako naprej. Zdaj, to si veliki pridelovalci ne morejo privoščiti. Oni prvič obirajo strojno, torej s kombajni, in drugič obirajo na en dan. Torej, pomembno je vse hkrati zacveti, oni to naredijo in potem so ti cvetovi seveda tudi popolnoma zdrobljeni in zato tudi popolnoma oksidirani.
Zdaj, koliko pomoči si v resnici lahko obetamo od takšne kamilice, če jo primerjate s tisto, ki raste na vašem vrtu. Tukaj še en zgovoren primer sivkov. Sivkov si zelo dobro poznate, verjetno imate tudi v svojih vrtovih, kolikor ga imate. Zelo zanimiv poskus sivkov je naredil Alfred Vogel, znani švicarski naturopat. Ljudski zdravnik je ena zelo priljubljena in znana knjiga, ena redkih takšnih še v današnjem času. Zelo priporočamo branje, mimogrede. In je opazoval sivko na višini 1000 metrov in jo primerjal, torej divje raslo, in jo primerjal s sivko, ki jo gojijo na plantažah, recimo v Provansi. In kaj je ugotovil? Divja rasna sivka ima 160 različnih učinkovin. Sivka iz plantaže, kjer se jo torej masovno goji, ima učinkovin le 40, torej 4-krat manj. Ista rastlina. Potem pa prihajamo še do nekaterih drugih pomembnih stvari, o katerih pa pravzaprav danes ali kadarkoli v zgodovini pravzaprav nič ne moremo prebrati. Nihče od znanih zeliščarjev, na primer, nikoli ni napisal, v kolikšni meri na moč začimb, na moč zdravilnih rastlin, pripravkov vpliva namen osebe, ki določene začimbe recimo proizvaja, ponuja, in po drugi strani, v kolikšni meri na zdravilno moč pripravkov vpliva tudi naš odnos do tega pripravka. In ko Marija Treben piše, da njena švedska grenčica pomaga pri, na primer, raku, potem se naš razum malce vpraša, marsikaj. Veste, kako močno porastajo ta bolezen? Dan danes, mogoče tudi med vami in vašimi svojci, a bi komorkoli tukaj na misel prišlo, da si bo šel raka zdraviti za švedsko grenčico dan danes. Hildegarda, ki je živela 1000 let nazaj, je zdravila hemoragično mrzlico, ki jo marsičem lahko povežemo z ebolo, ki je bila tu zelo aktualna nekaj časa nazaj, z baziliko namočeno v vinu. A bo danes kdo pomislil, da si bo šel pri eboli pomagati z baziliko? Skratka, namen vseh teh ljudi se zelo razlikuje od namena sodobnih ponudnikov zdravilnih rastlin. Kot rečeno, nihče od njih ni imel v ozadju nekih finančnih motivov. In vsi so vedeli, da rastlina je samo nek posrednik. Je samo posrednik, da rastlino vi lahko prosite, ne morate pa od nje ničesar zahtevati. A potem seveda pazimo tudi na to, na kakšen način začimbe shranjujemo. Poznamo več različnih načinov shranjevanja, torej ne govorimo samo o sušenju, zamrzovanju, temveč tudi o drugih, bolj tradicionalnih načinih shranjevanja. In pa seveda potem, ko pridemo do trenutka, kako začimbo ravnati v kuhinji, to je pravzaprav ponavadi tudi največ vprašanj, kdaj posamezno začimbo dodajati v lonec, na kakšen način jo pripravljati. Tu se pravzaprav začenja ena strašno velika, ne bom rekla znanost, včasih dobimo občutek, da je vse skupaj precej komplicirano, ampak v resnici, če poznamo nekaj osnovnih principov, ki jih bom tudi omenila na današnjem predavanju, so stvari zelo preproste. In ko enkrat vemo, da z različnim načinom priprave vplivamo tudi na različne organe v našem telesu, potem imamo v rokah zares eno čudovito orodje. Recimo česen in korsanski par, ker delujeta 3-krat močneje, kot če bi uporabili recimo enako količino samo ingverja ali samo česna. Kumina, koper, janež, se spomnite, kako ste čaj kuhali s svojim dojenčkom. Tukaj dosežemo celo 4-krat boljše učinkovanje posamezne začimbe, če to uporabljamo v kombinaciji. V Indiji, na primer, v vsakem obredu vam postrežejo še skodelico sladkega riža, v katerem so notri kakšne zgoreščki, kakšne suho sadje, predvsem pa so notri začimbe, cimet,
ingver, kardamom, klinčki, limona, čili, žafran in podobno. Vse te začimbe so v jedi z namenom. Ne samo zato, da lepše dišijo, pa da nam bolje teknejo. Da jed lažje presnovimo, da se beljakovine lažje presnovijo, da se maščobe lažje presnovijo, da porast sladkorja v krvi ni preveč skokovit in tako naprej. Ali lahko dobimo 1000-krat več od rastlin? Lahko. Če mi spremenimo svoj odnos do rastlin, če vemo, da rastline niso zgolj surovine, niso zgolj predmeti, niso neke snovi, ki jih mi enostavno kupimo. Če ozavestimo, da so rastline v rastlini ljubeča bitja zavestjo, s katerimi lahko stopamo v odnose. Vse to in še mnogo več so pomembni vidiki, ki lahko bistveno pomnožijo moči začimb. Ne glede na to, da se vsega tega ne da izmeriti, stehtati, pokazati pod mikroskopom. Ko enkrat poskusite, začutite v svojem telesu. In se mi zdi tudi bistvo, da se skušamo zazreti sami vase in stvari, ljudi, vse okolje in tudi začimbe in zdravilne rastline enostavno začutiti srcem. O tem smo veliko napisali tudi v našem zadnjem ščepcu, ščepec ustvarjanja, to pa seveda še ni vse. Veliko ljudi je zelo veselih, ker smo predstavili tudi začimbne mešanice. O tem je zelo veliko povpraševanje, ker če veste, da se moč začimb multiplicira, ko jih uporabite v kombinaciji, potem je seveda to zelo pomemben in koristen podatek. Seveda pa je na tem mestu potrebno tudi vedeti, katere začimbe sodijo skupaj in zakaj jih uporabljamo v posameznih jedeh. Pripravili smo tudi spisek začimbnih mešanic, s katerimi si lahko pomagamo tudi pri različnih zdravstvenih težavah. Potem zelo zanimivo poglavje, ki bi gotovo koristilo marsikomu, je tudi uporaba eteričnih olj v kuhinji. Tu sem prepričana, da marsikdo se bo tega poglavja še posebej razveselil. Torej, zelo veliko slikovnega prikaza, korak po koraku, tako da upamo, da nam je uspelo s to knjigo posredovati ljudem tisto, kar sicer počnemo na naših predavanjih in delavnicah. Hvala lepa. Avtorice vseh 3 ščepcev so pri snovanju zadnjega ščepca ustvarjanja prispele do novega izziva. Spraševale so se, ali lahko v obliki knjige predstavijo to, kar so doslej predajale samo v živo. Je mogoče vsa praktična vprašanja, zastavljena na delavnicah in seminarjih, strniti v knjigo? Lahko potrdim, da je. Avtoricam je to uspelo. Če vas je današnje predavanje nagovorilo, je čas, da se iz občudovalcev in spoštovalcev tudi sami prelevite v dejavne ustvarjalce. Hvala predavateljici Sabini Topolovec in tudi vam, dragi obiskovalci, da ste ta večer soustvarili z nami. S tem zaključujemo uradni del predavanja, predavateljici pa lahko zastavite še kakšno vprašanje, sicer pa so vam na voljo tudi vsi 3 ščepci ter vse ostale knjige projekta Skupaj za zdravje človeka in narave. Hvala.